Po nesreči sem zanosila, ko sem bila stara 25 let. Imela sem stalnega partnerja, vendar nismo bila skupaj dovolj dolgo, da bi vsaj jaz osebno razmišljala o otrocih. Kljub temu, da so bila sicer pazljiva pri uporabi kontracepcije, je prišlo do napake in tako sem zanosila. Strašansko sem se bala, da bom izpostavljena obsojanju, vprašanjem in pritiskom. Nivo stresa, ki ga povzroči nezaželena nosečnost, je nevzdržen. Spomnim se, da sem s težavo jedla, ker je bil moj želodec povsem zakrčen. V zgolj enem mesecu sem izgubila nekaj kilogramov teže, ker me je zadeva tako iztirila. Za nameček se je izkazalo, da si moj partner želi otroka, jaz pa absolutno ne. In iz tega razloga nisem imela z njegove strani praktično nobene podpore. Ves čas do splava sem vsako noč bedela v grozi, dokler nisem zaspala izmučena od joka, v solzah. Na srečo je bila vsa izkušnja splava vsaj toliko prijetna, kolikor je to mogoče. Moj ginekolog, dr. Matija Urh, je v tem času zame heroj. V njegovi ordinaciji sem se počutila varno. Na ultrazvoku mi je pokazal plod velik približno 1 centimeter, kot majhen fižolček. Rekel mi je, da otroka lahko donosim le sama, v svojem telesu, in da zaradi tega nihče drug razen mene nima pravice, da odloča o moji nosečnosti. Ta pogovor mi je povsem odvalil kamen od srca. Nato je telefoniral v ginekološki oziroma porodnišnični oddelek zdravstvenega doma in me naročil na poseg. Odločila sem se lahko med medikamentoznim splavom s tableti in kirurškim splavom. Medikamentozni splav sicer ni bil ravno posebej dobra odločitev zame, ker sem imela slabo reakcijo, ogromno bolečin, bruhanje in tako dalje. Poleg tega traja zadeva več ur in v tem času je potrebno ostati v bolnišnici. Če bi se odločila še enkrat, bi raje izbrala kirurško metodo, poleg poseg, ki traja nekaj minut, čeprav zahteva splošno narkozo. Glede same izkušnje, bala sem se, da bom, ko bo prišla vsa materija prekinjene nosečnosti iz mene, videla plod in se počutila grozno. Ampak temu ni bilo tako. Dejansko je zgodnja nosečnost videti, ko pride iz tebe, precej normalna, samo bolj močna in zgoščena menstruacija. Slike iz konzervativnega interneta, ki kažejo v povezavi s splavom razvit plod ali že kar obstoječe dojenčke, so absolutna laž in zavajanje. Pa še to, moram priznati, da mi gre kot osebi, ki ne je mesa, na bruhanje, ko slišim ljudi, ki si bašejo usta z zrezki živali, ki so za njihov užitek kratkotrajno živele v suženjstvu in umrle v mukah, nato pa govorijo o splavljanju plodov, ki še ni dovolj razvit, da bi čutil bolečino, kot o svetinji. Precej hinavsko, vsaj po mojem mnenju. V splošnem lahko rečem, da je bilo medicinsko osebje izjemno prijazno in polno podpore, brez kančka obsojanja, in tako mora ostati. Trenutno sicer živim v državi, kjer je splav mogoč do 12. tedna, v Sloveniji do 10. Govori pa se celo o podaljšanju možnosti splava brez medicinskih razlogov do 18. tedna. Ženske imajo pravico do sterilizacije takoj v polnoletnosti, mislim, da je v Sloveniji mogoče le po 35. letu ali pa potem, ko že imaš 3 otroke. Obenem državljankam in partnerkam državljanom omogočajo brezplačno medicinsko pomoč pri spočetju, ko si otroka želijo, za enega otroka, govori se pa o tem, da naj bi v prihodnosti financirali tudi drugega. In to je sistem, ki si ga vsi zaslužimo. Predlagam, da zahtevamo tak nivo obravnave po celi Evropi. Zgodbo delim, ker želim, da bi vse ženske imele takšne dostope do splava in takšno obravnavo, kot sem jo imela sama. Delim še izkušnjo iz tujine, ki kaže, kaj lahko še dosežemo.